Hvala lepa za besedo. Spoštovani, danes je bilo že veliko govora o znaku kakovosti v graditeljstvu, ki vam ga bom v nadaljevanju na kratko predstavila. Najprej pa bomo si pogledali pravzaprav, kaj pomeni to zagotavljanje kakovosti. Čeprav morda na prvi pogled to zgleda, da je to povezano z sodobnejšo gradnjo, ampak če gre verjeti zelo starim zapisom, je to več kot 2000 let star proces. Poznali so ga od Kitajske, ko so gradili, če ne drugega, kitajski zid, do starega Egipta, antične Grčije, pa vse do industrijske revolucije, skoraj nič energijskih stavb in tudi gradnje trajnostnih stavb, ki nas čaka v prihodnje. Kitajska je imela že več kot 2000 let pred našim štetjem predpise, nadzor, tudi usposabljanje in tudi finančne mehanizme pri gradnji svojih stavb in tudi infrastrukturnih objektov in drugih objektov. V antični Grčiji vemo, da je bil arhitekt tisti, ki je bil odgovoren tako za kakovost projekta, kot tudi za izvedbo, kar je po mojem mnenju tudi edino pravilno. Rimljani so bili znani kot zelo dobri graditelji in imeli so zato obsežne predpise. V srednjem veku poznamo cehovska pravila, pa tudi prve požarne oziroma gasilne rede. Vse poznamo, da so bili požari zelo pogosti. V 19. stoletju smo pa našem področju, se pravi v Sloveniji oziroma takrat v avstrijski monarhiji, dobili prve predpise oziroma stavbne rede, ki smo jih potem te predpise tudi nadgradili v 20. stoletju. Zdaj pa, kaj je bistvo vseh teh predpisov, to je pa ponovljivost procesov. Se pravi, da ne rata tako kot v tisti zgodbi o gradnji babilonskega stolpa, ko se niso mogli zmeniti, kakšna naj bo to potek, se pravi cel proces zagotavljanja kakovosti. Na kratko si bomo ogledali še certifikacijske sheme. Prva taka certifikacijska znana shema izhaja iz 20. let 20. stoletja, to je znak kakovosti RAL, ki ga poznamo, če ne po drugem, saj po barvni lestvici. Ima pa veliko več področij, ki se jih ocenjuje oziroma označuje s tem znakom. Potem imamo znake za okolje, ki so začeli biti popularni v začetku oziroma 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Znani je recimo najbolj modri angel, potem imamo Hakuen, potem imamo LEED, potem imamo Ecolabel oziroma okoljsko marjetico, ki jo poznamo tudi v Sloveniji. Potem imamo BREEAM in leta 1996 smo pa napravili oziroma razvili tudi svojo nacionalno okoljsko certifikacijsko shemo, poimenovano znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG. In kaj je skupni imenovalec vseh teh certifikacijskih shem? Seveda je to zagotavljanje kakovosti. Zdaj si pa podrobneje oglejmo naš nacionalni znak za okolje. Novo nastala država, se pravi v začetku 90. let prejšnjega stoletja, si zadala enega izmed ciljev in to je vzpostavitev oziroma tele nacionalne certifikacijske sheme, ki naj bi bila, kot smo se že seznanili, inštrument zagotavljanja kakovosti, kjer bi se višja kakovost razlikovala od nekega povprečja. In pristojna ministrstva, se pravi takratno ministrstvo za gospodarstvo, takratno ministrstvo za znanost in tehnologijo in ministrstvo za okolje in prostor, so se odločili skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenijo kot predstavnik gospodarstva in z Gradbenim inštitutom ZRMK kot strokovno inštitucijo, da bomo razvili, vzpostavili, implementirali in ZRMK tudi vodil to certifikacijsko shemo. Leta 1996 je bila razviti sistem in metodologija in tako so postali temelji nacionalne certifikacijske sheme.
Ker pa imamo oziroma smo imeli takrat že dr. Šijančevo v službi, pa magistra Gumilarja, sta pa v to certifikacijsko shemo uvedla tudi pač te stebre trajnostne gradnje, ki jih vidimo tukaj, se pravi okoljski vidik, družbeni pa ekonomski vidik, ne, tako da ima noter ta certifikacijska shema tudi merila trajnostne gradnje. Prvi pilotna merila so bile tudi že pripravljene v letu 1996, se pravi za ocenjevanje nekega proizvoda, in to je energijsko učinkovitih oken, in leta 1997 so bile na takratnem sejmu Megra tudi podeljena prva 3 priznanja. In naš znak za okolje, tako kot vse ostale certifikacijske sheme, neobvezen znak in je tudi blagovna pač storitvena znamka. Kaj to pomeni, da je neobvezen? To ne pomeni, da ni transparenten, da ni pač strokoven, ampak ravno nasprotno, no? Zdaj pa, ker ima elemente trajnostne gradnje in ker nekaj primerjamo oziroma vrednotimo, in to storitve, naprave in tehnologije, je bila pač že takrat pripravljena neka enotna shema, kjer se ocenjuje oziroma vrednoti celovito kakovost na nepristranski način in tudi na primerljivi način. In ta celovita kakovost ima tle, kot vidite, tele stebre oziroma te elemente, kjer se ocenjuje tehnično-tehnološka kakovost, učinkovitost in kakovost procesov, se pravi, kako neko podjetje ureja oziroma opravlja neko storitev ali pa nek izdelek proizvaja, potem strategija in voditeljstvo, ki je zelo pomembno, kakšno strategijo ima vodstvo, potem koliko so zadovoljni kupci, kakšen je vpliv na družbo in okolje, pa kakšen je tudi finančni in poslovni uspeh. In ta enotna shema je unikum v svetovnem merilu, ki se ga mi niti ne zavedamo. Zdaj, ker je to nacionalna certifikacijska shema, ima tudi svoje akte, ki določijo, se pravi statut, ki je krovni dokument, imamo pravila, se pravi, kako pridobimo lahko ta certifikat. Imamo tudi pravilnik, naprimer, kakšna ne bo izgledala ta znak za okolje, se pravi ta rumeno-oranžna hišica z belo zvezdico kot simbolom odličnosti, in ta znak lahko uporablja samo ZRMK, ker pač izvaja ta projekt. Potem tudi navodila, kako se uporablja ta blagovna znamka, in zdaj, če pogledamo te 2 certifikata, ki sta bila danes že omenjena, to se pravi, je dobil certifikat, velja za sodobno vgradnjo stavbnega pohištva in je, se pravi, je certifikat dobiš za neko storitev ali pa izdelek, ne pa na ime podjetja, in tukaj je pomembna registrska številka plus letnice, zato ker znak velja pač 3 leta od dneva podelitve, ker mi računamo, da se v 3 letih tudi stanje tehnike oziroma tak napredek razvoja, da moramo potem merila dopolniti, zato ne more pač biti doživljenjski ta znak, ne. In v tem primeru recimo za toplotno črpalko Adapt, ki je pač plod razvojno-raziskovalnega pač dosežka, ki ima tudi letnico pa registrsko številko, ne. In to je zdaj zelo pomembno. Zdaj, če nekdo uporablja samo tak znak kakovosti, potem vemo, da to je nepravilna uporaba. In kaj teli akti urejajo? Tako delovanje, se pravi, kako moraš voditi ta, kakšne so pristojnosti, kakšna je organiziranost, ker imamo tudi upravni odbor, ki je pač najvišji odbor v tem certifikacijski shemi, ker so predstavniki ministrstev, gospodarstva in univerz, in kakšna so tudi razmerja. Zdaj pa kakšne so poslanstvo, cilji in namen tega znaka kakovosti. Se pravi, to je res ozaveščanje in informiranje ter varovanje naročnika in uporabnika, da vejo, kateri izdelki ali pa storitve so izdelki z neko dodano vrednostjo ali pa za višjo kakovostjo, ne. Ker želimo si, da bi zagotovili višjo kakovost, pa tudi dvignili kakovost, da bi bili konkurenčni v primerjavi, se pravi, s celotno Evropo, pa tudi na svetovnem merilu, da bi pospeševali delovanje trga, se pravi, da bi naročali izdelke, ki so ali pa storitve, ki so pač višja kakovost, in potem tudi ostali, ko vidijo, se pač vse stvari pač malo začnejo dvigovati, ne.
da bi zmanjšali nelojalno konkurenco, kar je tudi danes minister pač poudaril, da ne more biti vse pri javnih naročanjih tudi najnižja cena, da spodbujamo razvojno-raziskovalne aktivnosti, inovacije, razvoj in izboljšave, ne. Zdaj pa kako pripravimo nek nov predmet ocenjevanja, recimo lahko okna, lahko storitev za izvedbo samega okna, lahko so to betonarne, lahko so to, ne vem, opečni zidaki in tako naprej. Najprej moramo ugotoviti, kakšna je zainteresiranost oziroma kakšne so potrebe na našem trgu, kje bi dobili prijavitelji oziroma kdo je zainteresiran, da bi se prijavil, ker so pač vse certifikacijske sheme neobvezne, na tako ocenjevanje oziroma primerjalno vrednotenje, da zadostuje pač tem kriterijem, ne. Potem se pripravi neko projektno nalogo in v tej projektni nalogi pač moramo že povabiti neke strokovnjake, ki o tej temi oziroma o neki tematiki recimo veliko vedo. Potem moramo strokovno projektno skupino, v projektni skupini pa sodelujejo tako strokovnjaki z univerz, inštitutev ali pa različnih gospodarskih družb, ki o tej tematiki največ imajo pač izkušenj pa tudi znanja. Potem pripravimo merila, določi se število točk, ki pač mora temeljiti na tistem enotnem modelu, ki se mu reče celovita kakovost. In potem moramo zbrati ocenjevalno komisijo, ki mora biti neodvisna, se pravi, ne morejo biti neki ljudje iz gospodarstva oziroma tvoja konkurenca. In kaj potem to vodi? To vodi do pač razpisne dokumentacije, ki je javni dokument, in je tudi pač dostopen in v razpisni dokumentaciji imamo tudi to možnost, da so merila tako napravljena, da lahko imaš tudi neko samo ocenjevanje. In kateri so elementi tele razpisne dokumentacije? Najprej morajo biti pogoji prijave, da sploh vemo, recimo, a se lahko prijavimo ali se ne moramo prijaviti. Naprimer, lahko prijavimo energetsko učinkovito okno, ne moramo pa recimo okno prijaviti, ki je, ne vem, za kontejnerje, ne. Potem pogoji za prijavitelja, katere pogoje mora on doseči za to, da se lahko prijavi. Potem, kateri so pogoji za ocenjevalno komisijo, se pravi, kateri so lahko člani neke komisije, ki jih mora jasno potrditi v najvišji organ, to je upravni odbor znaka kakovosti v graditeljstvu. Potem, kakšna je kotizacija, kakšen je postopek primerjalnega vrednotenja, mora biti noter podrobna merila s sistemom prikazana, pogoji, kdaj dobiš certifikat, kdaj bo podelitev in tudi pogoji za pridobitev blagovne znamke ZKG. Zdaj, kakšna so merila kakovosti? Že prej sem omenila, da so to recimo tehnične merila, do kakšen je recimo poslovni uspeh prijavitelja oziroma kako zna nek proces urejati, do finančnega in poslovnega uspeha. Zdaj bom pa dala en primer iz leta 1996, za ocenjevanje recimo energijsko učinkovitih oken, kjer je bilo eno izmed meril, se pravi med rezultati kakovosti, tudi okoljska prijaznost proizvoda. Ni bilo veliko točk, seveda, ker je bila to neka velika revolucija v našem področju, ker smo tudi ocenjevali oziroma kjer se je ocenjevalo okoljsko prijaznost teh uporabljenih materialov. In to z vidika omejenosti surovin oziroma virov, ne, ker je pomembno, od kje pride surovina oziroma vir, kakšna je potrebna energija za proizvodnjo in transport surovine, potem emisija pri proizvodnji te surovine, emisija proizvoda, potem možnosti predelave in reciklabilnost, potem pa tudi trajanje življenjske dobe posameznih elementov, ne. Tako vidimo, da bo že v tistem času ta merila so bile zelo, zelo sodobna. In jih je treba pač tudi z leti posodobljati oziroma jih tudi razvijati. Tudi ta priprava meril oziroma kako se ocenjuje, vidimo, da smo že pred 16 leti napravili neke vrste, kot zdaj pač pripravlja Level, če tako rečemo. No? To je bila neka dopustna kakovost, ki je pač določena s predpisi in standardi in potem smo imeli neko pričakovano, želeno in ciljno. In pri vsakem merilu pač mora ocenjevalna komisija določiti, se pravi, koliko točk dobi katera pač ta kategorija, ne.
Tako da je to ocenjevanje kar zahtevno, ni tako enostavno. Postopek ocenjevanja pa zgleda tako. Najprej se pač prijavitelj prijavi na razpis, ker razpis je javen, pogoji merila so tudi javna, shema je prostovoljna, ocenjevanje pa poteka v prvem krogu, ker se vidi, ali sploh prijavitelj pač ustreza tem pogojem za prijavo, in v drugem krogu se pač ocenjuje in potem pač komisija da predlog za podelitev certifikata ZKG. Tle imamo en primer, kako pač se komisija, kaj dobi recimo nek prijavitelj. Se pravi, so neka merila, ki jih lahko vidite, to je za montažo stavbnega pohištva, in se tudi vidi, da komisija mora dati tudi neka priporočila, ker namen tega ocenjevanja oziroma primerjalnega vrednotenja je tudi ta, da se spodbuja nekaj razvoj, pa neka inovativnost oziroma neke izboljšave. Zdaj pa pravila za pridobitev znaka kakovosti ZKG so pa zelo stroga, zato je bilo tudi v vseh teh letih podeljenih samo 180 priznanj. Ker priznanje je namenjeno samo 10% najboljšem na svojem področju. Kaj to pomeni? Najprej moraš ti imeti nek vstopni prag, to je teh 570 točk. Ampak, če nekdo doseže recimo 580 točk, drugi pa 569 točk, pomeni, da tisti, ki jih 580 bo dosegel, bo oziroma prejel ZKG, tisti pa s 560 pa ne. Lahko se vam pa zgodi, da nekdo dobi 800 točk, drugi pa 700, in ker je večja razlika kot 10%, tudi tisti, ki je dobil 700 točk, pač priznanja ne bo prejel. Tle vidimo tudi na kratko, katere aplikativne predmete imamo, od oken do zidnih blokov, do betonskih robnikov, do storitev z področja ohranjanja kulturne dediščine, do različnih izvedb, do storitev na področju infrastrukturnih objektov in še tehnologije in naprave. Zdaj za konec pa še malo statistike, da vidite po letih, koliko je bilo podeljenih teh priznanj oziroma certifikatov ZKG. Tukaj se vidi, da je pač nas drugič kriza zelo, zelo prizadela in z propadom večina recimo gradbeništva je tudi pač to priznanja je nekako upadlo oziroma nimamo več jih toliko, kot smo jih imeli včasih. To pa ne pomeni, da prijav ni, ampak glede na to, da so včasih gradbena podjetja imela svoje razvojne oddelke, da so imeli recimo nad kontrolo kakovosti vzpostavljene, da so imeli lastne laboratorije, je zdaj težko pač nekomu podeliti znaka, če pač vsega tega nima, ne? Toliko zdaj z moje strani. Zahvaljujem se vam za vaš čas. Hvala.